Ribja tovarna je v Izoli spisala bogato zgodovino. Takoj po drugi svetovni vojni so tu našli delo predvsem domačini, tudi družina s Filigoj, ki še danes živi tik ob nekdanji tovarni. Eljo s Filigoj šteje častitljivih 95 let. V ribjem obratu pa se je zaposlil daljnega leta 1949 kot namestnik direktorja. V tistem obdobju so uvedli precej novosti, od tovarniške ambulante do delavske menze. Izolani so imeli enostavno enosmerno hrano. So jedli večinoma testenine. In smo ugotovili, da delavci niso imeli dobro kondicijo ravno zaradi prehrane. Da bi to stvar premagali, smo naredili tovarniško menzo, kuhljo, v kateri smo kuhali vsak dan drugo stvar. Delavci so se naučili jesti drugače, kako so bili navajeni poprej, večinoma ženske. Slednjih je bilo največ v proizvodnji. Delovni pogoji niso bili rožnati, nam pove njegova žena, ki se je v ribji tovarni zaposlila rosno mlada. Imela je komaj 15 let. Na delo se je v Izolo iz Rižane vozila s kolesom, mnoge pa so, predvsem s podeželja, prihajale tudi peš. Dela ni manjkalo, saj je bilo rib v izobilju. Največ je prihajala iz Hrvaške. Oni so šli naši kamioni, naše ladje dol, ribiške, jih je bilo dosti tistikrat, in tam so lovili po en teden, 10 dni, in s kamionami so hodili po ribe dol in so jih vozili tukaj v Delamaris. Od nekdanjega ribjega obrata je danes ostalo le še ime. Novo zgodbo bodo konec avgusta začeli pisati v Pivki. Ne moramo reči več. Izola, mesto ribičev, kmetov in delov. Zdaj jaz jo imenujem Izola, mesto brezposelnih. Čeprav so stroji v Izoli ugasnili, pa bo med ljudmi spomin na nekoč cvetočo ribjo industrijo vedno živel, saj jim je tovarna dajala težko prislužen kruh.